Na letnem nivoju skozi Sloveniji v bistvu se pretoči okrog 34 milijard kubikov pitne vode, torej Mariborski vodovod kot izvajalec javne službe, ki oskrbuje 11% prebivalstva, nekje okrog 210 tisoč prebivalcev in hkrati 19 lokalnih skupnosti, v bistvu načrpa v sistem 13,5 milijonov kubikov pitne vode in seveda lahko ugotavljamo, da ta voda kvalitetna in primerna za pitje. Je pa seveda problem ta, da urbanizacija seveda pliva na te vodonosnike in ta ožja vodovarstvena območja in tu bo seveda država morala narediti bistveno več, da bo te vodne vire tudi zaščitila. Naša voda, torej na območju sistema Mariborskega vodovoda, je bistveno bolj kvalitetna in bistveno bolj varna, je pa seveda občutljivo to, da je, glavni vodni vir je Vrbanski plato, ki je seveda kot podtalnica, in vodonosnik na Vrbanskem platoju bistveno bolj občutljiv kot pa, na drugih območjih, kjer pač takšnih vodonosnikov v podtalnici seveda nimajo. Koliko gospodinjstev oskrbuje z vodo Mariborski vodovod? Ta trenutek imamo seveda 42.777 gospodinjstev, katere oskrbujemo in torej na letnem nivoju nekje porabijo, okrog 10 milijonov kubikov pitne vode, mesto Maribor, torej kot urbani del, pa 7 milijonov kubikov pitne vode. Imate mogoče težave tudi z dotrajanostjo vodovoda, kolikšen je recimo izpad vode, koliko vode gre v nič? Torej tako, tukaj je seveda odvisno od vlaganja lokalnih skupnosti, lahko ugotovimo, da ta trenutek nekje okrog 30% izgubimo vode v sistemu, torej veliko škode nam povzročajo letna neurja, torej vremenski vplivi, lahko ugotovimo, da v poletnih mesecih v Slovenskih goricah, ko pride do teh neurij, zdrsov, tal, plazov, v tem primeru seveda imamo bistveno več prelomov kot pa v normalnih drugih dnevih in to nam seveda povečuje izgube v sistemu, je pa to seveda odvisno od lokalnih skupnosti, koliko sredstev v proračunih namenijo za investicije.